Lepo pozdravljeni, vsi prisotni, vsi tisti, ki nas poslušate. Začenjamo z okroglo mizo, zakaj pisati in govoriti o ženskah. Najprej bi moral povedati, da to okroglo mizo, da je nastala v sodelovanju med Univerzo v Novi Gorici in založbo Malinc, ne, se naglašuje Barbara, hvala. No in potem pa bi rad predstavil moje današnje sogovornice. Domnevam, da bodo zelo zgovorne, ne, ker je mraz, pa se bodo s tem ogrele. Torej, najprej, ker smo omenili že založbo Malinc, na moji levi druga, gospa Barbara Pregl, pridružena profesorica na Univerzi v Novi Gorici, literarna zgodovinarka in prevajalka, me bo popravila, če to ni res, iz španščine, katalonščine in baskovščine. Ne? To zadnje se sliši še zlasti imenitno. Drži, Barbara? Drži. In soustanoviteljica založbe Malinc, kar seveda pomeni, da je tudi urednica, ne? Ker je to seveda manjša zasebna založba. Odgovorna oseba pa ni ona, ampak njen partner Aleš, če sem prav prebral, drži. No, to je zelo kratka predstavitev moje kolegice Barbare. No, druga po vrsti bi bila na moji levi Katja Mihurko Poniš, kolegica z Univerze v Novi Gorici, z fakultete, deluje na fakulteti za humanistiko in je že redna profesorica. Sicer je pa seveda relativno znana literarna zgodovinarka tako na Primorskem kot v Sloveniji, pa tudi širše. Namreč napisala in objavila je številne članke, tako doma in v tujini, in monografije. Kogar zanima, si jih lahko gleda tam na našem razstavnem prostoru. Sicer pa predava na naši fakulteti slovensko književnost 19. in 20. stoletja. Ukvarja se pa med drugim, poleg tega seveda tudi še z marsičim, ne, ker je sicer tudi, ni važno, še dramaturginja in tako naprej. Tega sicer zadnje čase, če se ne motim, ne počne, je dala na stran, je pa tudi seveda bila srednješolska učiteljica nekaj časa, ukvarja se pa dejansko točno s tem, kar smo napovedali, zakaj pisati in govoriti o ženskah, recimo, da se ukvarja žensko pisavo. Potem imamo naslednjo, to je popolnoma na moji levi, to je Ava Zupančič, ki je, ne boste verjeli, izvršna direktorica pri Vivastur v Bruslju, se pravi zabredla v neke dobičkonosne turistične vode, očitno ne tako dobičkonosne, kot se sliši, sicer pa literarna komparativistka in hispanistka, tako kot tudi Barbara, ne, če se ne motim, drži. Je bila pa tudi, sem kar gledal njen ta kurikul življenjski, tudi učiteljica nekaj časa je učila, seveda prevajalka, zato imamo danes tukaj, lektorica in tudi igralka, drži, nekaj časa, tako ljubiteljsko, ja. No in še zadnja, pred njo je pa Nika Kravos, magistrica na smeri literatura na fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, se pravi naša študentska, zdaj že diplomirana, ki je napisala pri kolegici, doktorici Katji Mihurko Poniš, nisi bila ti mentorica, se pravi pri drugi mentorici, magistrsko nalogo z naslovom reprezentacije nosečnosti v izbranih delih sodobnih slovenskih avtoric po letu 1970, sem pravilno prepisal naslov. Sicer pa se ukvarja tudi s tečaji slovenščine za tujce. No, to bi bila kratka predstavitev mojih 4 sogovornic. Sicer bi pa na začetku samo poudaril nekaj, namreč tam na prodajnem prostoru, kot vidite, sodelujeta 2 založbi, in sicer založba Univerze v Novi Gorici in založba Malinc, kar je v slovenskem prostoru, mislim, da kar redkost. S tem, da moram povedati, da založba Malinc sodeluje tudi s založbo Sodobnost International in je to seveda zelo pohvalno. Kot veste, ponovadi vsaj večje založbe delujejo samo vsaka svoj vrtiček, pa se niso zmožne povezovati, tako da mislim, da je to treba pozdraviti. No, zdaj bi pa povedal, zakaj smo se pravzaprav danes zbrali, osrednji namen.
da predstavimo dve simpatični knjižici, ki sem jo moral navrati na nos, ne, nimam bilo časa, ker se ukvarjam s sajenjem dreves v sadovnjaku, to pa terja svoj čas. Dve knjigi, ja, to ni smešno, to je kar garaško delo, da se razumemo, če so luknje velike. Skratka, da predstavimo dve knjigi, ki jo imam zdaj v rokah. Moram poudariti, da ste mi bili simpatični, ni trda vezava, je mehka, ampak ko jo odprete, ste pa zelo, zelo prijetni in prijazni za branje. Zakaj to poudarjam? Jaz kot učitelj opažam, zgrožen opažam, da učbeniki nekateri naših za slovenščino imajo tako majhne črke, da jih dijaki še z lupo ne bi brali. Nekdo bo svoje z veseljem vzel v roke tak učbenik. Tukaj imate pa, če vzamemo prvo, ki je šla prej, to je knjiga Čudesa cirkusa, to sem pravilno naglasil, Čudesa cirkusa, avtorica je Ana Marija Šua, če sem bil pravilno poučen. Ana Marija Šua in mislim, da je to znana argentinska pisateljica, je tako. No in Ava Zupančič, se upravičujem, je to besedilo prevedla v slovenščino, prvič seveda, in tudi napisala spremno besedo, zato je zdaj med nami. Samo da odprem, to so take zelo, zelo kratke zgodbe, kot se reče kratka proza ali kratka zgodba, drži. Eni rečejo mikrofikcija, drugi rečejo mikrozgodba in tako naprej. Pred leti sem jaz neke mini sage uporabljal na šoli, to je prva knjiga. No, druga knjiga, ki jo bomo predstavili, je pa Rdeči zvezek. Tudi upozoril bi na naslovnice, so zelo simpatične, danes imate ene knjige, ki so tako, ne vem, kako bi rekel, tehnične, mehanične, takar odbije naslovnica. Ne, te so pa take malo secesijske, zelo, zelo prijetne, pa ne delam reklame za založbo Malinc, samo moj občutek. No, to je pa kratek roman, v bistvu je 160 strani, če odpreš Katja, pa pokažeš, ni tako kratek, ne sem kar prebijal skozi to dolžino, ampak se prebere hitro, ker so velike črke. Tako da se pa prebere na dušek. No, kaj pa povedati samo v zvezi s tem romanom? To je pa iz baskovščine, ker je avtorica, tudi sem prosil za informacije, Aranča, jaz nisem imel pojma, kako se to prebere, ne, Aranča, ne vem, če je to kaj v zvezi s Pomarančo, nobene zveze, Ureta Biskaja, hvala Barbara za naglas, Ureta Biskaja, ne, ta baskovščina je res kot kakšna tam gor škotščina, zelo, zelo nam je oddaljena, ne, ampak se imamo strokovnjake. No in Barbara je to prevedla iz baskovščine, ne, kar je po moje dosežek. Spremno besedo je pa napisala kolegica Katja Mihurko Poniš. In to so zdaj moje sogovornice, poleg knjige Kravos, ki se spozna na nosečnost, pa še marsikaj. No, ampak da ne bomo se samo smejali, bi pa mogoče začetek, se pravi, predstavili bomo pa najprej knjigo Čudesa cirkusa, ker je pač išla prej, samo zaradi tega. In bi prosil, preden planemo v strokovno razlago kolegico, če jih lahko rečem, kolegica Avo Zupančič, če prebere, Ava, imaš, ne, če prebere eno to mikrozgodbo, ker so nekaj neobičajnega, so zelo kratke, no mogoče še preden, ko se pripravljal, bom vprašal tole. Ko sem jaz bral te mikrozgodbe, sem se vprašal, kaj hudiča je na stvari, kajti nekatere imajo izvirnik španski in slovenski prevod, druge so pa samo slovenski prevod. Ja sem rekel, kje je štos, v čem je point, ne bi rekli mlajši ljudje. In potem se mi je zaiskrilo, pa je rekla, sta potrdili kolegici, preprost razlog, kjer je besedilo tako kratko, da gre zraven še prevod, imamo tudi, pač, da gre zraven še original, imamo oboje. Kjer je pa besedilo daljše, je pa samo prevod, ne, čisto tehnična zadeva, ampak deluje pa kar simpatično. Ava si našla, no, mikrofon imaš tam, izvoli, preseneti naše poslušalce. Pržgan, aha. Prebrala bom zgodbico z naslovom Golobice čarovnik. In je malce več kot pol strani, tako da ni španskega originala spodaj. Čarovnik povleče golobice iz rokava, poletijo mu iz cilindra.
Zaokrožijo mu nad glavo in ko sedejo na njegov prst, jih spretno prestavi na palico. Zakaj ne odletijo in uidejo, vpraša deček. Ker jim pristrižejo peruti, razloži oče. Nekateri čarovniki jim odstrižejo peresa, samo na eni peruti, pa je že dovolj, da ne morejo leteti. Drugi jim, zato da občinstvo ne bi ugotovilo, odrežejo le po eno pero na vsaki strani. Ko golubica med predstavo razpre peruti, so videti cele, ampak takole pohabljene je ne obdržijo v zraku. Obstajajo tudi redki čarovniki, zelo spretni, ki jim uspe golubice tako izuriti, da sploh ne pobegnejo. Ko je njihove točke konec, odidejo čarovnik in golubice v svoj voz. Golubice zložijo čarovnika na 4 dele in ga pospravijo v škatlo. Hvala. No, to je samo ena od teh zgodb. Zdaj, kdor bo vzel roke, teh zgodb je zelo veliko. Moram priznati, še nikoli v življenju nisem bil v cirkusu. Niti kot otrok, to je mogoče, kar me še čaka. Je pa verjetno doživetje. Skratka, vse zgodbe so na nek način povezane s cirkusom, zelo različne. Nekatere so duhovite, no, pa da ne bom jaz seveda govoril, bomo vprašali najprej Barbaro. Barbara, to je menda znana argentinska pisateljica. Zakaj si se odločila za to knjigo? Ja, v resnici sem tokrat sledila, torej tokrat nisem sama izbrala knjige, ker je v resnici zelo, bi rekla, nenavadno za našo založbo. Tokrat sem prisluhnila Avi, ki me je na to avtorico opozorila, sama jo tudi prej nisem poznala. In moram reči, da sem zelo hvaležna, da sem jo spoznala, ker je res nenavadna je. Moram pa reči, no, da je to naše zanimanje v bistvu nekako sočasno z zanimanjem za Monterosa, ki ga Ava omenja v svoji spremni besedi tudi. Ampak hočem reči, da je v bistvu ta naša knjiga pravzaprav išla istočasno ali pa nekako precej v istem času kot zgodbe, torej Monterosove zgodbe. Tako da v bistvu me je nagovorila, ta kratka zgodba, ta kratka vsebina, predvsem pa sprevračanje različnih, v bistvu naše percepcije realnosti. Tako da v bistvu se mi zdi zelo zanimiva ravno zaradi tega. No, ampak mogoče še nekaj, vi ste bili do zdaj znani predvsem kot založba za otroke, pa to mislim, da za tiste do 5. nižje starosti. Zdaj pa ste izdali v bistvu 2 knjige za odrasle, Zakaj? Ja. Odkot ta spremlja? Ali širite trg? Ja, so otroci že nehali brati vaše knjige? Zakaj? Ne, otroci rastejo, mislim, moja želja je bila seveda, da ne bi ostali pri mladinski književnosti in zato smo začeli s to v bistvu literaturo, ki je namenjena odraslim, ker pa mene torej zanimajo predvsem ženske teme, pa ženske avtorice, sem se nekako odločila, da bomo večinoma izdajali besedila, ki obravnavajo ženske. Torej, bodi si jih pišejo ženske, bodi si obravnavajo ženske, ker verjetno se ne bomo mogli tukaj omejevati samo na torej, avtorice. Ampak vendar je to, bi rekla, neka nova stran, neko novo poglavje v naši v bistvu založbi. In seveda v bistvu neka moja povezava tudi s tem, kar sicer delam. Mislim, tukaj si prej rekel, torej seveda sem urednica na tej založbi, ampak ta založba je v resnici nekako nastala zaradi tega, ker nekako drugje nisem mogla uresničiti tega, kar sem hotela delati, ampak hkrati me raziskovalno to zanima. Zdaj seveda veliko manj kot recimo kolegico Katjo Mihur-Koponič, mogoče sem jaz bolezna, pa malo težje to berem, ampak hočem reči, to sigurno je nekaj kar me zanima, in se mi je zdelo to nekaj, kar bi tudi želela znotraj založbe v bistvu početi. Aha, lepo. Če se spomnim, si ti pri diplomski nalogi pravzaprav prvič nekako spostavila zvezo s to pisateljico, ki je v Argentini, mislim, da je ena najbolj znanih. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Pravzaprav neke vrste sodelovanja je bilo med vama, oziroma nam jo lahko predstaviš, veš kaj več o njej? Ja, lahko, se pravi, tudi jaz sem za Ano Marijo Šuo prvič slišala na faksu v Španiji, kjer sem tako čisto kot zanimivost vzela nek predmet sodobne latinoameriške literature, ker se mi je zdelo, o tem pa še dovolj ne vem. Bliže, takole? Hvala.
O tem pa še ne vem dovolj in v bistvu smo na tistem predmetu kot eno izmed smo obravnavali tudi ta fenomen mikrozgodbe, kratke proze, kot smo prej omenjali, ki je v Latinski Ameriki veliko večji kot mogoče v našem literarnem prostoru. Tam res velika imena pišejo kratke zgodbe in jim je to mogoče tudi glavni žanr, ne samo kot nekaj postranskega, kot tudi velja za šuo in sem jo spoznala v bistvu tam, pri tem predmetu se navdušila, ko sem začela pisati diplomsko nalogo, sem pa s pomočjo profesorice v Španiji v bistvu prišla do tega, da lahko za kakšno vprašanje kontaktiram kar samo avtorico, ker mi je rekla, njen mail najdeš na spletu, ona je tako zelo fajn, baje. In tako nekako se je začelo, jaz sem mi napisala en mail, da mi je všeč njena literatura, da delam diplomsko nalogo in v bistvu, da imam par vprašanj, ker mi nekaj stvari, če mi jih lahko razjasni. In tako se je potem začelo, od takrat pa še v resnici do danes si dopisujeva na različne teme, večinoma seveda njeno literaturo, ampak zelo je taka življenjska in je bilo to zelo lepo, se je navdušila potem kasneje nad idejo, da bi se njene zgodbice prevedle v nek nenavaden jezik, ene majhne dežele na drugem koncu sveta. Tik pred tem njen roman je šel v japonščini, pa potem celo v makedonščini, ampak mikrofikcija pa še ne in ona se vseeno pravi čuti, piše veliko za otroke, piše tudi romane, neka dramska dela, ampak mikrofikcija je pa žanr, s katerim se najbolj poistoveti, kot ponavadi pravi, tako da je potem to, kar nekako sva ohranjali ta stik tudi pri prevodih, no. Samo še to, sem se dostkrat zatekla kar k njej, ko sem bila v dvomu in se mi je zdelo, da je bilo fino. Mi je potem kakšne stvari razložila. Lahko recimo, morda to povem, no, ker zelo značilno za ta žanr je tudi to, da se avtor včasih malo igra z bralcem in ga zafrkava, ker gre za tako zgoščen tekst, ne, včasih kakšnega stavka sploh ni vmes, potem veliko mora bralec sam narediti, ne, včasih je konec odprt, pa ga moraš sam pogruntati, včasih je kakšen trik, besedna igra, kot smo prej slišali, konec je lahko čist nenavaden, spremenjen. In ena izmed zgodbic pravi, da tako nekako govorijo o nekem klovnu, ki je citiral Shakespearea. To je bil njegov nastop. In potem pravi pisateljica, tudi jaz sem se odločila, da bom to počela, ampak tega ni še nihče pogruntal. Potem sem jaz mislila, se pravi, cela ta knjiga ima citate Shakespearea in jaz sploh ne vem in zdaj to prevajam in narobe prevajam in sem se precej zasekirala in potem se odločila, bom priznala to tudi njej, jo bom vprašala, kaj s tem, ne, da ne bo potem izpadla, pa rekla, ne, jaz sem to kar tako napisala v tisti zgodbici, nobenega citata Shakespearea ni nikjer, ne. Ampak zanimivo je, ker je uspel ta trik, ne, na bralca, na prevajalca celo v tem primeru. Zanimivo, no, kar sem že omenil, pač to kratko zgodbo, ne, ki je saj zame v našem prostoru relativna novost. A bi ti, Ava, lahko, ker žanr je relativno nov, mislim, da si napisala, da tam nekje proti koncu 19. stoletja od teh modernistov, Baudelaira in tako naprej se zadeva pojavi, potem pa seveda kot bolj nek ustaljen žanr pa še v 20. stoletju, v drugi polovici. In mislim, da ima še eno opredelitev, da naj ne bi bila zgodba daljša od ene strani. S tem, da je menda najkrajša, ampak zdaj si nisem zapomnil, ker sem bral hitro, eno znano ime in daš primer prevodu, da je samo ta zgodba dolga 8 besed, ne? Jaz sem pa štel, jih je bilo 15, ampak 11 jih je v prevodu, drži. Jih je v prevodu, v originali pa ne, mislim, da je španski ali je španski. Katera zgodba je to, ki je zelo znana, seveda? Ja, gre za zgodbo za pisatelja Monterosa, Augusto Monteroso, gvatemalski pisatelj, ki ga je Barbara prej omenila, ki velja nekako za pisca prve prave, moderne, kratke zgodbe oziroma mikrozgodbe. V slovenščini je nekaj več besed kot v španščini in glasi se zelo preprosto. Ko se je zbudil, je bil dinozaver še vedno tam. In to je to. To je to, ja.
In to je to, no, s tem, da tista, ki si jo prej prebrala, ne, o golubicah, ne, pri čarodeju, čarovniku magov, ki jim postrižejo peroti, ne, seveda deluje tudi kruta. Mislim, ene so zelo duhovite, ne, ene so dejansko provokacija bralca, ne, samo ironija bi rekel, zdaj ene so mogoče malo, ali pa jih ne dojamemo, ne, saj bralci smo različni, ne, niti niso kaj posebnega, ampak občutek sem imel, da nikakor ni enostavno napisati tako stvar, čeprav je zelo kratka. Ja, tudi jaz mislim, da ni najbolj enostavno napisati takšne zgodbe, morda malo odvisno od pisatelja, tudi sama Šuja veliko govori o tem, ker jo sprašujejo dosti, ne, piše romane, piše kratke zgodbe. Dostikrat se danes tega žanra še drži malo morda nek tak sloves lažje literature, kar zagotovo sploh ni res, ne. Dostikrat se omenja kratkost pa preprostost potem skupaj, ampak ja, ne, to vemo, če ne drugega iz poezije, ne, da to ni res, da to ne drži. Jaz mislim, da je morda ni nujno težko pisati, če ti takšen žanr kot piscu nekako paše, ne? In se, da to pravi tudi sama pisateljica, da njej ta brzovitost nekako je omenja, kot ta hitrost in eliptičnost in gre sta najlažje iz jezika in ima veliko idej v glavi, ampak potem jih spravi v neke takšne veliko bolj skrajšane verzije, literaturo, zgodbice. Tako da mogoče čisto odvisno od pisca. Je pa res, da ni preprosto, sploh ni preprosto dobiti noter vseh teh značilnosti različnih, ki jih tak žanr ima, ne, od neke tragičnosti do skritega sporočila, do metafore za kaj večjega, komičnosti, besednih iger in tako. Še mogoče zadnje vprašanje, čemu pa pravzaprav služi tisti dodatek na koncu, ne, namreč zgodb je ogromno, segajo od antike še naprej od starih Kitajcev, Egipčanov, pa pravzaprav do današnjih dni, o različnih akrobatih, pač ljudeh v cirkusu, čarodejih in tako naprej. Potem imamo pa dodatek, kjer pa pravzaprav piše o resničnih osebah in se to povezuje s samimi zgodbami. In potem dobi človek enostavno občutek, da je resničnost lahko dosti bolj neverjetna od vsakršne fikcije. Je bil to tudi namen tega dodatka? Tako, ja, se pravi, nekako dobri 2/3 knjige so te omenjene kratke zgodbice, potem zadnji del je pa kar prebrala, ker je tako prav zanesljivi in preverljivi podatki o nekaterih resničnih in ali slavnih osebah, ki so omenjene v tej knjigi. Se pravi, v zadnjem delu gre pa za kratke biografije slavnih osebnosti, ki so prej omenjene v zgodbicah, ampak prav s tem namenom, kot tudi pisateljica pravi, da bi videli, da je včasih pa resničnost oziroma tisto, kar je res še najbolj nenavadno, ne? Pravi, da tiste zgodbice, ki so najbolj neverjemljive, si jih pravzaprav nisem zmislila. Ker gre za resnične osebe iz sveta cirkusa, razne cirkuške umetnike in tako naprej. Hvala, no mogoče bi za konec pa vseeno še prebrala kakšno kratko, zelo kratko. No, zelo kratko. Sicer pa seveda, če vzamete knjigo v roke, ne, mislim, da boste z užitkom to prelistali, prebrali. Namreč res, kot sem rekel, ene zgodbe so zelo duhovite, ene so problemske, seveda to ni samo cirkus, nikakor ne govori o cirkusu, ampak o dosti širši problematiki, tako da mislim, da se splača knjigo vsaj prelistati. Ava je našla, dobro, izvoli. Ja, preveč jih je, vse so mi všeč. Tale ima naslov predstavitev. Akrobati, klovni, človek guma, jezdeci in misičnjaki veselo razkazujejo svoje spretnosti. Požiralci nožev pa lahko pokažejo le prvi del svoje točke. Tako skušajo celo življenje dokazati, da je tudi drugi del pristen. Tudi nam se to dogaja. Življenje teče, mi pa se trudimo dokazati, da ne hlinimo, da je zares tako, da pogoltnemo pletilno iglo, palico, nože, meč čisto do ročaja. V primerjavi s požiralci mečev tukaj vsi vemo, da gre za trik. Hvala. No, to je prva današnja knjiga, druga je pa ta, ki jo ima Katja v rokah, se pravi Rdeči zvezek, baskovske pisateljice.
v bistvu lahko ponovim isto vprašanje, Barbara, tebi kot založnici in urednici. Zakaj si se odločila, mislim, da si ti bila večkrat, ne, v Baski in poznaš, ne, seveda pokrajino. Slovenci, ne vem koliko, vemo, zdaj spremljamo Katalonce, ne, se je oboje v Španiji, če se ne motim, vemo, da baskovski jezik je zelo, še vedno, in če se ne motim, imajo Baski trenutno večjo avtonomijo kot Katalonci, drži? Drži. Ampak so si jo pa morali na zelo trd način izboriti, tudi to drži. Ja, tudi to drži, ne. So šli v bolj radikalne akcije, seveda tudi bolj trpeli, več plačali kot Katalonci, ampak avtonomijo imajo pa večjo, ne. Kar je neko sporočilo gotovo. Najprej, če poveš, zakaj je ta knjiga, potem pa mogoče nam predstaviš malo Baskijo, ker nam je dejansko precej oddaljena in neznana. Ja, mogoče ta njihova avtonomija ni ravno samo zaradi ete, ne? Se pravi zaradi nekih dogodkov v 20. stoletju, ampak so jo Baski prenesli skozi zgodovino že in so jih v resnici, torej pomemben del Baskije ali pa najbolj pomemben del Baskije je Navara. Ne? Navara imamo mi vsi za nekako francosko, ne vem kakšno pokrajino, ampak v glavnem je pač to ta osrednji del Baskije in v bistvu skozi Navaro in skozi ostale pokrajine in skozi to, da so znali v zgodovini včasih na pravo stran stopiti, potem pa na napačno stran stopiti in tudi izgubili nek del avtonomije, ampak vendar ta avtonomija v bistvu je zgodovinsko pogojena. Ne? Vedno v bistvu tudi vseh zakonih, ki jih piše o tej njihovi v bistvu pač, o tej njihovi lokalni, bi rekla, zakonodaji. No? Mogoče bi jaz v bistvu nekako vsem povedala, no, da pač Baski so precej Slovencem podobni. In to, kar v bistvu nekako nas tukaj druži, ne, je ravno ta, bi rekla, močni lik ženske, ki jo je tudi pač v baskovski kulturi mogoče čutiti, ne, to se čuti pač v teh besedilih, zelo me veseli, no, ker sem Katjo prosila, da napiše spremno besedo, ne, pa je v bistvu nekako tudi iz besedila začutila to moč, ne, Baskin. Mogoče samo toliko, pač Baski so v bistvu izvorno, ne, te njihove pač, prve boginje so v resnici ženske. Ne, in tudi izvorno, bi rekla, so Baski v bistvu in so mi matriarhat. Ne, se pravi, in tudi ta pomen žensk se je v bistvu ohranil, moški so hodili veliko loviti na morje, hodili so vse do Nove Fundlandije, ne, se pravi do Kanade, ne, in tako, in v bistvu so bile ženske dejansko doma, bile so na kmetijah, bile so v bistvu v tistih nemogočih razmerah, v bistvu klima je tam precej neusmiljena, ne, in v bistvu so te ženske dejansko vodile celotno družbo in se je ta vloga ženske tudi ohranila. Ne. Tako da se mi je zdela to taka prava knjiga, zato ker nas v resnici zanima. No. Ja, in so neke povezave, ne, kar je seveda gotovo dragoceno. Ampak omenila si te stare njihove bogove. Ne. Pri nas zdaj zadnje čase so zelo popularni staroverci, ne, drži. Tudi sam imam malo zraven in zdaj me zanima, baskovščina je pač zelo star jezik, ne? Ampak domnevam, da so bili potem pokristjanjeni, kot vsi drugi, ne? Domnevam. No, ampak najprej glede jezika. V Kataloniji, kot vemo, je problem katalonščina, ne? Nekje mogoče celo preveduje v šolah španščina, ne? Kako je pa v Baskiji? Učni jezik je baskovščina ali je španščina? V bistvu je položaj katalonščine veliko boljši kot položaj baškovščine, ne? Čeprav so Katalonci seveda, katalonščina je v bistvu jezik, ki se ga je lažje naučiti. Baskovski jezik je pa v bistvu zaradi tega, ker je toliko star, predindoevropski jezik neznanega izvora in se ga je v bistvu toliko teže naučiti, ker ga nimaš na nič ga nimaš privezati. Ne? In v bistvu je ravno zaradi tega, ker je to tako težek jezik, v bistvu, se pravi, je v bistvu pač uporaba v Baskiji baskovskega jezika je veliko manjša kot recimo v Kataloniji katalonskega jezika. Ne? Ne vem, ti greš danes v Barcelono, pa v bistvu je jasno, da boš govoril katalonsko. Ne? Greš pa recimo v Bilbao ali pa recimo v Donosti, pa v bistvu ne veš, a bi ali ne bi, oziroma govoriš, pa ti pol marsikdo reče, ja, veš kaj, se te razumem, ampak ne znam ti nič nazaj povedati. V Euskeri, ne? Tako da v bistvu položaj jezika je v bistvu zelo drugačen. Ne? Ampak ga imajo v šolah, a ga nimajo? Ja, imajo ga v šolah, ampak zelo zanimivo je to, da imajo oni, kljub temu, da se oni učijo, da je v bistvu jezik, baskovski jezik pač učni jezik, da oni v bistvu imajo to možnost se v baskovskem jeziku šolati od vrtca do univerze, da imajo 2 univerzi, državno pa v bistvu tudi katoliško univerzo, skratka, da je zelo pomembna tudi
tukaj so bili v bistvu duhovniki zelo pomembni, ne nazadnje je bil Ignacij Lojolski Bask, se pravi jezuiti so Baski in ta filozofija jezuitov je nekako tudi povezana v bistvu z Baski in ne nazadnje prej si spraševal povezave, ne, tudi za Slovence so jezuiti zelo pomembni, ne. Tako da v bistvu ta povezava je zelo močna, ampak hočem to reči, v bistvu kljub temu morajo vsi, recimo državni uslužbenci narediti izpit C2 iz Euskere. Predstavljate si, kako bi to bilo, če bi v Sloveniji to bilo, ne? Da bi morali mi vsi, ki smo študirali v Sloveniji, v slovenskem jeziku, opraviti izpit, ki sicer pač je izpit za tujce. Se pravi, izpit dokazovanja poznavanja jezika, recimo na stopni C2. Ne? To je v bistvu pač v Baski ravno zaradi neke te anomalije še vedno v bistvu danes tako. Ne? Problem, ja. No, mogoče samo še to v zvezi z Baskijo. Prej so menila Navaro, ne? Ker to vemo, ne? Da Baski so v Španiji in v Franciji. V tem romanu mislim, da ko gre v neke vrste zatočišče, ne? Ta junakinja, mislim, da jo imenuje mama, bo potem Katja povedala, mislim, da gre v Francijo. Ne? A to pomeni, da so francoski Baski eti ali pa pač tem govorilskim organizacijam pomagali? Kako je to potekalo? Glejte, kaj je dala, v bistvu, kaj je imela Ranča Vritaviskaja in intervju za eno slovensko revijo, pa se zdaj ne spomnim, ja, mislim, da je bila ženska. V ženski šel ta intervju, je rekla v bistvu, da bi imela ETA, če ne bi začeli potem tako teh nedolžnih žrtev pobijati, ne bi toliko bilo civilnih žrtev, bi imela v vsaki baskovski hiši oltar. Ne, to pomeni v bistvu Baski dejansko so zavedni in v bistvu so pač skozi ETO našli en način izražanja tega, ne, seveda po res kruti represiji, ne. Ne nazadnje Grnika, ne, mislim, je pač samo ena od stvari, ki jih mi poznamo. Ampak seveda v bistvu te tri dežele, ki so torej v Baski, v Franciji, ne, so v bistvu velikrat nudile zatočišče torej ubežnikom iz Španije. Tako kot ne nazadnje tudi danes, ne, še to se dogaja. Ne. Se pravi, v bistvu, ravno zaradi v bistvu ETE je v bistvu španska zakonodaja precej rigidna in v bistvu, bi rekla, terorizem so v bistvu tudi dejanja, ki mogoče za neko civilno, mislim, običajno civilno družbo niso, no, ravno neka teroristična dejanja. Ne. Tako da v bistvu, ne zdaj, da bi jaz hotela to zagovarjati, ampak hočem to reči, potem, ko sem govorila z ljudmi, kaj so mi vse povedali, v bistvu so recimo fante, ne, tudi takrat, ko so, ne vem, kakšne neumnosti počeli, 19-letniki, ne, kakšne petarde metali in tako so jih v bistvu obsodili terorizma, ne. Tako da hočem to reči, v bistvu, seveda znotraj Španije je bila ta zakonodaja v bistvu precej rigidna in je še rigidna, ne. V Franciji seveda so pa v bistvu se temu potem lahko izognili. Čeprav je bil eden od takih največjih škandalov ravno ta, da so seveda španska policija vedela, da so oni tam. In so enkrat v enem od teh primerov, zelo znan primer, zaradi katerega je moral odstopiti tudi notranji minister v Španiji, ne, so v bistvu neke paramilitarne, v bistvu paravojaške skupine so v bistvu ugrabile dva mlada Baska, ta stara recimo 20 let, v Bayoni, se pravi v Franciji, ne, in v bistvu so jih potem iz tam v bistvu prepeljali seveda inkognito v Španijo, ne, tam jih ubili, mučili in seveda so se potem čez toliko let najdli te dve trupli teh fantov, ne, in potem je bil res velik škandal, ne. Ja, ne državno. Dobro, zdaj pa prehajamo k samemu romanu, se pravi, Katja, ti si napisala spremno besedo. Zdaj ne vem, če se še spomniš tega že nekaj časa, kaj zgodbe verjetno, ja. Ampak tam se mi je zdelo zanimivo, ne, ker so v ospredju predvsem ženski liki, ne, tudi moški, no, ampak uporabiš nek pojem zavezništvo med ženskami. Bi lahko kaj več povedala, mogoče o tej spremni besedi, zakaj si jo sprejela, kaj ti pomeni in tako naprej. Dober večer. Imela sem srečo, da je Barbara povabila na univerzo pred 2 leti nazaj, najbrž bo zdaj že, 2 gosti, eno leto, ampak gosti sta bili 2, ki sta predstavili baskovsko književnost in tudi obe sta bili ženski in obe sta bili zelo navdihujoči in potem, ko je Barbara vprašala, če bi to naredila, sploh ni bilo vprašanje, ker sta me obe toliko navdušili, da sem rekla, enostavno to književnost moramo predstavljati in če imam možnost o tem pisati, seveda z veseljem. Potem sem pa seveda tudi prebrala ta kratek roman, bi verjetno lahko rekli, in seveda še toliko bolj z veseljem tudi o njem pisala.
Ja, v ospredju so ženski liki, čeprav, kot si tudi rekel Zoran, brez neke pomoči, moške pomoči bi jim bilo na tej poti življenje težje. Tako da kot vedno se izkaže, da kadar sodelujemo, je življenje lepše in lažje. Seveda pa je pomembno to, da tudi ženske med sabo izredno nesebično sodelujejo. Zgodba je namreč o tem, kako nekdanja aktivistka, ki pač se mora skrivati, izgubi otroka, njen mož jih pač potem, ko živijo ločeno, odpelje v Venezuelo in potem seveda se za njimi izgubi vsa sled. Izgubi se ne samo za njo, ampak celo za njeno taščo. Skratka, tudi tašča o tem nič ne ve, kje so, in ko izve, nekako počasi tudi pride ta novica do nje. To pomeni seveda že to, da ta odnos med njima ni nek tak stereotipen, ki smo ga iz slovenske kulture ali nekulture navajeni, torej nek sovražen odnos, ampak je podporniški. Skratka tako, in tudi že pred tem, ko so še živeli skupaj, je v bistvu tašča vedno tista, ki je njena pomočnica, zaveznica. Potem je pa še druga ženska, ki tudi pravzaprav to zavezništvo potem gradi naprej. Seveda ona nikamor ne more, ker bi takoj seveda bila izpostavljena, aretaciji in tako naprej. In njena odvetnica je potem tista, ki se odpravi ta dva otroka iskat z nekim konkretnim namenom, ne samo da jo vidi, da vzpostavi stik, ampak tudi da ima preda besedilo, ki ga mama za njo piše. Gre za deklico, ki je nekje na začetku pubertete, recimo, ne? In dečka, ki je mlajši. Skratka, to ji tudi uspe, kot rečeno, ji pri tem pomaga pač eden Venezuelec, ne? Mislim, da je Mehičan, ne, se mi zdi, ja. Skratka, tam se srečata, preda to pisanje in tudi nekako ugotovi, lahko mami sporoči, da je hčerka ni pozabila in da jo bo takoj, ko bo mogoče, tudi obiskala. Tako da to zavezništvo je tudi na tem nivoju, kajti ta odvetnica pravzaprav veliko tvega s tem, ko odide v to deželo, s tem, ko odide še ne, seveda, ampak potem, ko raziskuje kje sta otroka, mora marsikakšno tvegano situacijo tudi doživeti. Tako da to je bilo tisto, kar se mi je poleg te zgodbe, ki je pretresljiva, kajti ves čas v bistvu beremo tudi to besedilo, neke vrste dnevnik, ki ga piše mama za svoja otroka. Skratka, ta dvojnost je zelo zanimiva, v bistvu je tudi neka večperspektivnost, večglasje, res doživljanje, v bistvu zapisi matere, ki želi neke spomine konzervirati za svoje otroke in tudi ne nazadnje zase. Tako da v tem smislu res teh zelo materinskih tem, nosečnosti, vzgoje, ljubezni do enega in drugega otroka, je to res izredno lepo napisano, spretno napisano delo, ki se dotika nekih tem, ki morda niso čisto običajne in vsakdanje v literaturi, ampak o tem bo gotovo Nika še lahko tudi kaj povedala. Samo da dopolnim, Nikina mentorica je bila docentka doktorica Alja Adam, tako da ne bo ostalo to v zraku. Ja, to smo zdaj jasno povedali. Se strinjam s tabo, Katja, no, jaz sem dejansko prebral zdaj ta roman, ker sem moral seveda na dušek, ampak mi ni žal, dejansko sem med branjem užival in se bere skoraj kot kakšna kriminalka, ne? In kot si rekla, postopoma se ti v bistvu razkrivajo posamezne plasti romana, no, en primer, rekla si babica, ne, v bistvu tašča, je njena zaveznica, ne? In jaz najprej, bralec ne ve, a je to njena mama, a je od moža mama, ne? In šele potem mislim, da nekako po 2/3 napiše moj sin, ne? Potem ti je popolnoma jasno, ne? Kakšno vlogo ima ta ženska, no? Omenjala si 3 ženske, konec se mi zdi pa, da je zelo spretno narejen, ne, ko ta zvezek v bistvu preda hčerki, ne, ki ima, mislim, da 13 let, ne? In ona celo misli, da je pozabila, no, vmes seveda dejansko spremljeno življenjsko pot neke učiteljice, ki se je izpostavljala dejansko svoje življenje za recimo večje pravice baskovskega naroda in tako naprej, ne, in seveda naredila svojo življenjsko kalvarijo.
in je bila prepričana, da potem, ko sta bila otroka ugrabljena, da sta jo praktično niti ne vedela, če sta živa, ne, ker potem ji pa babica seveda najde kontakt oziroma tašča. Je prepričana, da sta jo pozabila, ampak zelo zanimivo na koncu, ko ta pravnica celo prevede ta rdeči zvezek v španščino, ker domneva, da je dekle pozabilo baskovščino, noče prevoda. Dekle noče prevoda in pravi, jaz, ko bom stara 18 let, bom poiskala svojo mamo v Evropi. Ne. Skratka, zelo zanimiv konec. No, skratka, besedilo absolutno vredno branja. No, zdaj pa, ker se ti že ti upeljala Niko, ki je imela v diplomski nalogi reprezentacije nosečnosti, pravzaprav v besedilih zadnjih 50 let, če sem prav razumel, tudi tukaj gre za motiv nosečnosti. Neko v rdečem zvezku opisuje svoje izkušnje s prvim porodom, pa s drugim porodom, oziroma z nosečnostjo, dosti težjo pri sinu. Zakaj je šlo v tvoji diplomski nalogi, če te lahko tikam, Nina, oziroma kaj lahko poveš, kaj je značilno mogoče za to literaturo, ki si jo ti obravnavala, ravno v zvezi s to tematiko? Izvoli. Lep pozdrav. No, jaz sem obravnavala nosečnost oziroma tudi z navezavo na materinstvo pri sodobnih slovenskih avtoricah, mogoče tudi malo manj znanih avtoricah, tudi mlajših avtoricah. In v bistvu, kaj sem ugotovila? No, da v bistvu avtorice pišejo zelo različno o tej temi, tako da ga ne morem zdaj v nek okvir dati. Ne. So avtorice, ki nosečnost oziroma materinstvo predstavljajo na zelo tradicionalen način. Taka je recimo avtorica Irena Svetek, ki je napisala roman, kratek roman, Zaspi, mala moja, zaspi. Zgodba se dogaja na Haitiju, je 3-delna in v bistvu prikazuje ujeto ženske v sam arhaični sistem, se pravi ženska, ki se lahko realizira samo preko materinske vloge in preko vloge žene. In je v bistvu ujetnica v ta sistem. Ne. Zgodba se sicer potem konča tragično, kajti posilijo njeno hčerko, njo tudi umorijo. In ta glavna junakinja se potem znajde v norišnici. No, potem pa imamo celo paleto avtoric, ki se pokvarjajo z netradicionalnim pogledom, se pravi z drugačnim pogledom, kjer ni materinstvo predstavljeno kot nekaj, kar bi žensko izpopolnilo, ampak se prikažene tudi drugačni načini materinstva. Zdaj, verjetno najbolj znana je, ne vem, tukaj, naprimer, so mlajše avtorice, je pa vse, ne, od poezije, dramatike, kratkih zgodb, večinoma so kratke zgodbe, no, oziroma kratki romani. Tukaj imamo, naprimer, če grem na dramatiko, je šotor v parku, kjer prikazuje v bistvu detomor, ena izmed glavnih pač oseb, ki se več ali manj, Stres je avtorica, to je mlada pač avtorica, in ona prikazuje v bistvu notranjo krivdo, stisko matere. Potem verjetno vam je poznana Maruša Kreste, no, ona je bila partnerca ene izmed znanih slovenskih pesnikov, ne? In ona prikazuje v bistvu materinstvo v navezavi s tujostjo. Se pravi, neka mati, ki se znajde v nekem tujem kraju in tudi prikazuje v bistvu to licemernost družbe do materinske vloge. Verjetno najbolj znana je Svetlana Makarovič, ki prikazuje destruktivno mater. Potem, Simona Semeniča, hvala, ki je pač, mogoče poznate, ona je z Ajdovščine doma, no, ona prikazuje tudi porod, ne, sicer zelo naturalistične opise poroda in tudi pravi, da v bistvu opiše celoten porodni postopek. Tukaj lahko tudi, recimo, Matevc jo tudi, ki pa prikazuje v bistvu to medikalizacijo nosečnosti, ne, kako pač v bistvu ženska, ko pride v porodno sobo, se popredmeti, ne. Tukaj pa recimo Maja Vidmar, pesnica tudi precej znana, ki pa povezuje v bistvu poetološko tematiko z materinstvom, ne. Ona recimo vedno znova nekako prevrača to, ali hoče biti avtorica ali mati, ne. V bistvu ona pravi tudi v eni svoji poeziji, da ona noče še enega otroka, ker se jim mudi pisati in vedno je to poetološka tematika povezana z materinstvom, ne. Ona sliši poezijo iz nabiralnika, ne, s tem, da nabiralnik je mišljen kot nek miselni okvir pesnjenja, no. In so še druge avtorice, tako da prikazuje zelo različno materinstvo in nosečnost in porod in dojenje in Simona Semenič ima tudi dojenje, ne, ona govori recimo o mastitisu, ne, kar je doskrat velik problem, vemo tisto, ne. Tako. Nika, hvala, ja bi želela še katera od vas treh kaj dodati v zvezi z
ženskim odnosom do literature, žensko pisavo, ženskim pogledom na sveta se ta razlikuje od moškega, čeprav je to lahko zelo tako spolsko vprašanje, da ne bi odpirali. Ja, mogoče, mislim, Ja. to je res široka tema, ne? Nekaj izvoli. Zadanje tudi literarne teoretičarke oziroma druge, jih je veliko, ki jih je pisalo o tej temi, ne? Zakaj pa pišejo ženske drugače, no? In tako da, jaz načeloma tako mislim, ne, da mogoče ene stvari ja, ene ne. Se pravi, tudi znotraj ženske literature moramo vedeti, da imamo pač kvalitetno in manj kvalitetno, ne. Tiste, ki pač malo bolj beremo, vemo, da tudi pri ženski literaturi, oziroma ženskih pisateljicah, če smo pri tem, dobimo tudi kakšno literaturo, ki ni najbolj kvalitetna, ne. Je pa dosti kvalitetnih. Je pa res, da so pač teme, kot so materinstvo, nosečnost, prikazane ženske perspektive seveda drugačne kot pri moških, ne, sploh če je ženski lik, ker tudi moj poudarek pri magistrski je bil na ženskem liku, ne. Se pravi, kako v bistvu verjetno en ženski lik prikazuje drugače nosečnost dojenje kot pa en moški lik, ne, sej. Ko poznamo malo bolj literaturo, vemo, da pač moški so drugače prikazovali nosečnost, ne, če so jo sploh, ne, ker... Če so jo sploh, seveda, ja. Sej, recimo v samorastnikih je teh nosečnosti kar veliko, pa o njih ne zvemo skoraj nič, ker mislim, da ni moškega, ki bi se drznil kaj dosti posegati na to področje. Dobro, no to je bilo zanimivo, zdaj počasi se bližamo koncu in omenila si neka kvaliteto, ne, seveda, jaz mislim, da tako moški kot ženske imajo lahko različno kvaliteto, če tako rečem, o tem ni dvoma, ne, ampak gotovo tudi ni dvoma, spravi to mogoče za kdaj drugič kot izziv, ne, ko sem izdal en članek o avtoricah, je bil recenzent po moje moškega spola in je nekako, lahko tudi ženska, se upravičujem, možno je tudi ženska, nekako je postavil stališče in ni članek izšel, dokler se mu nisem nekako vsaj z izpuščanjem določenih trditev prilagodil, da spol absolutno ni dejavnik, ki bi bil pomemben pri uveljavljanju določenega književnika oziroma književnice. Skratka, da so v zgodovini danes ženske in kot avtorice popolnoma enakovredne avtorjem, ne, kar me je šokiralo, ampak to stališče je bilo zapisano celo. Skratka, tega ne bomo načenjali. Bi pa rekel, no, da po mojem takem čisto osebnem občutku obe ti dve knjigi sta ne samo zanimivi, kakovostni, ne da gre za ne še klasični avtorici, ampak dejansko pomembni avtorici, lahko bi rekli v svetovnem merilu, in da je dragoceno, da je založba Malinc, ne, seveda zdaj delam neposredno reklamo za to založbo, ne, kar mislim, da mi Barbara ne bo zamerila, da je izdala ti dve besedili, ne, in da stopa na pot literature za odrasle. Jaz se vsem 4 sogovornicam prav lepo, ker že malo zebe, zahvaljujem za sodelovanje in predvsem pa poslušalkam in poslušalcem za res lepo pozornost. Hvala lepa.